prišlo do tega, da ste vi ostal na fakulteti? A vi ste prav ostal na fakulteti po študiju? Ne. Kako je to izgledalo? Mislim, kako ste pristal v vlogi, kjer vas jaz poznam? Jaz sem... Se pravi, profesor prostoročne risbe. Jaz sem bil Jaz sem imel kar tako imenitno nalogo kot mladi, komaj pečeni arhitekt, in sicer sem uredil Gregorčičevo rojstno hišo na Vrsnem. Ja. Ko je bilo to napravljeno, je bila proslava, na kateri se je na Vrsnem zbralo, mislim, da 20.000 ljudi. In govornik glavni je bil Josip Vidmar in tako naprej. In na Vrsno je prišel tudi moj brat Matija pogledati, kaj se je zgodilo. Obenem je prinesel pa listek, da sem poklican v vojsko čez 3 dni. Ja. Tako je to bilo zelo dramatično. Ali pa čez 2 dni, ali pa čez 5 dni, kaj pa si. Ja. No, in sem še jaz pač v ta vojaški rok narekel. Nič mi ni bilo hudega. Nekih slabih spominov na to nimam. In nič se ni ben škandaliziral na tem, da sem precej risal. In je nastal v tem letu kar en soliden opus teh risb. Tale tamle gor je točno iz tega časa, tiste kamion. Kamion, ja. Ja. To sem jaz narisal kot arhitekt, no, Super. 26 let. Ne. Ja. Još 70 dana na mom srcu leži rana, nije rana od bolesti, več od tuge in žalosti. To je bila taka pesmica vojaška. Ne. No, se je zbralo nek opus in ko jaz pridem dam, so doma rekli, ja, zdaj pa služba, pa in sem jaz bil na nekem razpisu izbran za profesorja na šoli za oblikovanje. Aha. In sem bil 2, če ne kar 3 leta na šoli za oblikovanje profesor za to in ono in drugo in tretje. Potem pa pride en dan Marjan Ocvirk, pokojni, in prav pri nas razpisuje Kobe, profesor Kobe, oče od Jurca Kobeta, mesto asistenta za prostoročno risanje, ko pa če vse prijavil. Ne? In sem jaz pobral te moje vojaške skice, pa še kakšno predvojsko, pa kakšno še pol po vojski. In sem en dan potrkal na vrata od Kobeta in se rekel, profesor, jaz bi se prijavil, ampak ne bi rad se prijavljal, če je to že naprej obsojeno na neuspeh, pa da se ne mučimo eden drugega z papirjem in tem. Takole delam, ne? No in on je še skozi to in to. Pa je rekel, ja, se to je pa kar odrašen. No. Pa je bilo konc, ne? Pa je bilo konc intervjuja in je bilo to. Ja, se bil, ne? Odlično. On je rekel, ja, to je pa odrašen, odraščan. Ja. Zdaj zrelo, da ima neko kvaliteto te Kdaj je bilo risbe. to? To je bilo 70, 71, tam nekaj. No in pol sem pa do penzije bil pač asistent, pa pol docent, pa izreden, pa reden, pa končno tudi v penzion. Ne? Jaz mislim, da je biti v penzionu, pa biti kolikor toliko pri zdravju je najlepše obdobje v življenju lahko. Ne? Ok, to še ne vem. Bomo videli. Priporočam. Ja, meni je to tako kar v redu. Skratka, no. Aha. No in pol ob tem prostoročnem risanju sem s časoma dobil tudi
neko možnost ali pa pravico, nekva, imeti seminar, pa imeti diplome. In jaz mislim, da so bile te diplome res izjemno lepe. To se je vse, večinoma najlepših diplom, se je zgodilo še v času pred računalniki. Potem, ko so se začele diplome risati z računalniki, so posamezne bile še zmeram zanimive, lepe, kaj s tem, kako lepo narejene in tudi optično, ne. Ampak to računalništvo je malo zadušilo to razkošje diplom, ki so bile narejene na roko, ne. No, in jaz še zmeram rišem svoje načrte na roko in me računalnik v tem smislu čisto nič ne vznemirja. Te diplome so bile zelo, kar umetniško narejene, nekatere res presenetljivo, lepo, skrbno, z veliko truda, z veliko talenta. Jaz sem se zmeraj počutil kot človek, ki na vrhu enega klanca spusti eno malo kepico, pa se ta začne valiti, pa je zmeraj bolj velika in debela. In zmeraj sem se počutil kot človek, ki sem znal sprožiti proces, pa je šlo pa dostikrat kar samo naprej. Dostikrat kar samo. Ena zadnjih diplom je tamle gor na steni, tiste stolp vetrov. Mislim, da je bila predzadnja diploma, ki je bila tudi izjemna, že tale maketa, ki je bila takole velika, ne, kaže na to, da gre za izjemen projekt, popolnoma nestandarden, popolnoma nekako ne računalniški. Tako da so bile te diplome tudi razstavljene kot v bistvu umetniška dela v Ljubljani, Sarajevu, Zagrebu, Beogradu in mislim tudi v Ajdovščini. Kar je šola na tem v Ljubljani, ne, šola za arhitekturo, mislim, da se kaj takega ni zgodilo, niti prej, niti kasneje. Pa jasno, da pri Plečniku so nastale sjajne diplome. Marsikatera diploma pri meni je popolnoma konkurenčna bila s kakšno Plečnikovo. In sem tudi večkrat rekel, če bi Plečnik tole videl, bi bil pa najbrž tudi kar zadovoljen. No. Evita je tako bilo. No, Evita je tudi naredila sjajno diplomo in tako dalje in tako dalje. No. Kaj ste? Za silo pa bo, ne? Kaj ne? A smo malo zaključiti? Pa ja, ne bomo že zaključili. Ja, seveda, dajmo, ne. Kaj? No, to je bil pol en vidik tega šolskega dela, te diplome, so res lepe, no. Pa kakšne modele so naredili, kakšne prototipe, pa koliko je truda bilo vloženega. Se vidi, kakšna diploma, to si videl, to so dnevi in dnevi so gor viseli, pa brez prisile, to so delali z veseljem. No, ampak diplome... V veliko vteho nisem nikoli vtisati, da sem z ne vem kakšno priganjavico te reči nastajale. No, ob tem, ko sem bil pri prostoročnem risanju asistent, sem pol bar kasneje, no, ko sem že mogoče šel v Kobe, tudi v penzion, pa tudi Pavlin, ki je prepuščal stvari, pa tako. Mislim, da sem razvil neko
nek sistem tega poučevanja, ki se ga morda spominjate. In so tudi pri prizoročnem risanju nastale prekrasne risbe. Pri teh, ki so bili pač najboljši. Ne? In sem jaz te risbe potem nekako zbral in izdal v knjigi Prostoročno risanje za arhitekte. V tej knjigi se zelo lepo in dobro vidi, do kakšnih dosežkov je pri tem predmetu prišlo. Kaj vse so bili sposobni študentje narisati v prvem letniku. Sej. No, to je to, kar je mene fasciniralo, ker jaz nisem tega ranga, da bi verjetno bila kakšna moja risba v tej knjigi, ampak mene je fasciniralo to, kako smo v prvi letnik smo prišli in kako je ta drill. Ena risba v šoli, pa ena doma. Ja. Ena v šoli, ena doma. Ena v šoli, ena doma. Kam dejansko v enem letu te lahko tudi enega netalentiranega risarja pripelje. Ne? To je tudi posebna dilema. Ne? Ko sem jaz hodil prvoletnik in smo imeli kobeta za prostoročno risanje, nas je bilo 60, 70, 80. Ne? In v tem letniku je bil Jernej Krajger in Lojze Drašler. Ona dva sta sanjsko risala, brez vseh razlag in teorij. In ona dva sta kar risala. Ona dva sta gledala ostale, kako butl, kako nas znaš, se ga vidiš, kako. Dobro, ampak to je očitno... Lojze Drašler, to je očitno talent, ne? To je talent od Boga dan. Ampak jaz govorim, da dejansko se pa... Ja. Potem so pa drugi, z mojo malenkostjo vred, ki smo morda bili do neke mere talentirani, ampak smo se risanja učili. Ja. In smo se s časoma nekako prikopali, recimo tudi do nekih visokih nivojev risbe. Ne? Ja. Skratka, smo se malo priučili. In potem pa tretji razred, ki so pa brezupi, ne? Ja. Nobena šola nič ne pomaga. Začel je nič, pa končal za nič fertik. Ne? Ja. 6 pik na konc dobu in gremo v drug letnik. Ne? In ker sem se jaz učil risanja, sem imel razumevanje do teh, ki ne znajo risati. In sem skušal razviti nek postopek, da se naučiš risati. Nisem spekuliral na te, ki se znajo, pa te, ki ne znajo, ampak sem razvil nek postopek. Ja, ne? Mislim, ta postopek je kar deloval. In to je delovalo. Na koncu je bilo treba oddati skoraj 40 programov in moram reči, da se publika, študentje nad res tem obilnim risanjem ni nikdar nihče pritožil. Zakaj? Pa to pripovedujem. Jaz sem potem od Kobeta poverbal tudi njegov arhiv. In on je zbiral neke ocene, pa neke papirčke v zvezi s tem predmetom, iz leta v leto v nekih mapah, in potem, ko je šel v penzion, je to pustil v omari in sem jaz pač to prevzel. In ko sem potem brskal, najdem papir iz leta 55. Okay. No. In na tem papirju piše, zdaj bom po spominu, dobesedno ne bi mogel zdaj. Pa v glavnem, študentski arhiv in celica Zveze komunistov na šoli za arhitekturo ugotavlja, da je predmet prostoročno risanje prenaporen, preobširen in da je ta predmet tak, da
onemogoča razvoj posameznika pri drugih predmetih, ker morajo biti angažirani pri prostoročnem risanju in zato apelira na profesorja Kobeta, da se ta predmet poenostavi v tem smislu. No. In zna biti, da je tam zraven bil tudi papir, ko Kobet odgovarja tem ljudem. Ne. No, jaz sem pol tisti arhiv še malo bolj razbrskal. Takrat se je oddajalo manj kot 20 listov. Manj kot 20. Nobene domače vaje. Samo tisto, kar je bilo v šoli. In so se študentje pritoževali. No, ampak vi ste dobro... In jaz sem sam gledal, se rekel, pa kako je to možno, da se za nek predmet, ki dobesedno nastajal samo v okviru tistih 2 ur ali pa 3 ur, kolikor je bilo, da je tak revolt nastal. Tako se je to vzelo, pojma nimam. Ne razumem. Jaz tega seveda nisem poznal in te domače vaje, to sem se jaz spomnil. Ne? Ja, sej, to je bilo idealno. In te so bile tudi najbolj mogočne, ne? Tle so si nekateri tudi vzeli po 2 dni, da so to skupaj spravili. Seveda, seveda. Tako hočem reči, kako se to razpoloženje v eni šoli menja, kako znajo biti študentje tudi vi ste kljub vsemu računalništvu, pa kljub vsemu v zelo dobri formi ta predmet pripeljal do penziona. Takrat je pa pol začel malo upadati. Bi kar ponovil, jaz sem ta predmet, po moje, imel v zelo dobri kondiciji. In tudi vedel se je, koga čaka. Ne? Bila je tudi ta knjiga na voljo, ker je lahko vsak pogledal, kako je razvoj teče od osnov perspektive, ne? Pa od kocke do enega silno zakompliciranega predmeta, ki špekulira na arhitekturo. Ne? To je bilo absolutno jasno in jaz mislim, da je ta predmet veljal kot paraden predmet. No, jaz mislim, da je. Ta predmet je prevzel Leon Belušič, ki zna risati. Absolutno zna risati. In mislim, da je hotel in da je imel najboljši namen ta predmet voditi naprej približno tako, kot sem ga tudi jaz vodil. Ne? Jasno, da v okviru svojega značaja in svojih intencij je čisto normalno, da bi kaj spremenil, pa malo drugače, pa to je vse v redu. Mislim pa, da je na šoli nastal neka averzija proti prostoročnemu risanju. Kdo je bil kapo banda tega nasprotovanja prostoročnemu risanju? Ne vem, slutam, ne? Tako da z imeni ne bi hotel jeti na dan, da ne bi koga prizadel. Skratka, neko nasprotovanje je nastalo in ta predmet žal, zanesljivo in počasi umira. Ja, zdaj, tako kot sem jaz slišal od mojih sodelavcev, ki so prišli z faksa, niti ni bil toliko problem, da bi nastala averzija ali proti predmetu, ampak da bolj mogoče, da ta profesor Belušič, jaz ga ne poznam osebno, nimam pojma, ampak tako kot sem slišal, da ni toliko ta prav pedagog za to stvar, kot absolutno vsi pravijo, da zna risati in vse to, ampak da pristop pa, da ni tak, da bi, ker jaz se spomnim, pri vas je bilo to užitek, ne? To je bilo vedno resno, pa zabava, pa... No, joj. Da jaz nikoli nisem šel kontrolirati, kaj počne in tako. Ampak... No, ampak tako, da je mogoče... Prvo ali drugo leto, potem, ko sem bil v penzionu, sem pa vendarle šel na eno od šolskih razstav in tisto, kar je bilo pod prostoročno risanje, je bilo spodobno in neoporečno. Težko komentiram.
No, sej, to ne vem, jaz ga ne poznam. Je pa tako, da zdaj so ta predmet dali v drugi letnik, en semester. Mislim, kva je to? No? To je agonija. Ne? To mislim, da je takrat, ko ste mi videli tale predavanje na faksu, je glih lepo sovpadlo s tem, ki je bil Glen Mrkot tukaj in je tako v roku enega tedna dvakrat prišel na dekana iz 2 strani apel, da je to treba malo bolj gor vzeti nazaj. Ne vem pa, če se bo kaj prijel. Sem pa zdaj videl, da sta Ostan pa Budja, Blaž, nazaj obudila v cerkovo ekskurzijo. Ste vedeli to? In da je bilo menda kar precej zanimanja in da so, tako kar mi je Saša kazal, so tudi lepe stvari naredili. Tako da mogoče pa kljub vsemu je upanje, ne? Ker jaz sem na enem job intervjuju zadnjič dal eni kolegici, da mi sem rekel, no, zdaj smo se pogovorili, dajte mi sem še nekaj narisati. Pa jaz nimam visokih meril, ker tudi jaz nisem nek blazno dober risar, ne? Ampak to je bilo katastrofalno. Ne? To je bilo katastrofalno. Eno sam sobo, da bi imela proporc, vrata na pravem mestu. Sem rekel, lejte, to ne bo šlo. Zdaj. No, zato mi je dobra novica to, da se je v bistvu to nazaj obudil, ne, ta ocvirkov seminar, ne, ta tradicionalna ekskurzija, kjer je šlo pol prtljažnika za prtljago, pol pa za vino. Težko bi zdaj, ne vem, kako meritorno kaj je rekel. Jaz mislim, ko gre človek v penzion, ne gre v penzion, kaj zdaj tam na soli, še neko roko polagal, pa nekaj kontroliral, pa za vogalom gledal, kdo gre, kdo ne gre. Ne, to jasno. Zadeva je zaključena. Rečem pa, prostoročno risanje je bil paraden predmet, šola je bila potem znana. Ravnikar je prišel k Corbusijeju zato, ker je znal risati, da je Plečnik znal risati, se razume, da je Wagner znal risati, se razume, da je Schinkel znal risati, se razume, tako gre ta pač tale, neko izročilo, ki se je malo vezano na staro Avstrijo. Pa tako. Zakaj to podirati? Ja, to tudi. Zakaj? Ker to tudi, to rabiš za misliti. Zakaj? 3 ure popoldne, ne. Odpali smo, itak poznate to knjigo, ne? Jo je Vodobilc prevedel, ta Thinking Hand, misleča roka. Ne? Tist poznam. Komplicirani stavki, komplicirani tekst. Pa to ni za kamar. Tega palasma jaz bi ga prepovedal. To kvari ljudi. Ne, Juhani je zelo fajn, vsaj tako, moje mnenje, zelo fajn in prijeten sogovor, če se tako z njim pogovarjaš. Ko sem bil pa dvakrat na njegovih predavanjih, je pa to nemogoče. Ampak, kljub vsemu, to žaganje. Logika pa drži. Dejansko misliti skozi roko, ne vem, vsaj pri meni to tako deluje. No, to že je vse. Kaj? Vse poznam to. Ne? Ja, sej. Tako, zato mislim, da je nujno. A mi lahko sam še to poveste? Meni se ta, mi gre res malo, tako, sem nerazpoložen, ko se ta palasma v vsakem drugem stavku pride na vrsto palasma. In rečem, mati moja, ko smo mi čuden folk. Ko sem bil jaz se upisoval na arhitekturo, je bil do neke mere Dušan Grabrjan, Juraj Neidhardt. Pol, malo kasneje, se je vse vrtel okrog Bruno Cevi je napisal knjigo, to moraš brati, kažete, kako je bil naslov, no? Italijanski žid, ne, Bruno Cevi. Pol je bil ta Cevi v kraj, potem se je pojavil Mumford, a zbral, City in the History, Mumford, a veš kva, ta Mumford, en pokvarjenc, ne, navaden, ne,
On piše, da je avtocesta inkarnacija arhitekture, tako kot Parthenon ali pa kaj takega. Taka traparija, on piše. Ne poznam. Louis Mumford. Okay. Pol je bil ta Louis Mumford v kraj, je prišel na vrsto Siegfried Gideon. Siegfried Gideon, gordo, Time, Space and Architecture. Nisi bral Siegfried, a veš, kva on piše? In Siegfried Gideon ugotavlja, da so bili vsi arhitekturni stili fejst, ampak da ta zadnji od Corbusierja, pa od Neutre, pa od Misa, pa neko, da to je pa zdaj pa kapca na celo zgodovino arhitekture. Polomija, ne, sodobna arhitektura je polomija, to je zdaj že menda vsakmu jasno. Ne. Potem je bil ta Siegfried Gideon v kraj, je prišel pa na vrsto AA je bila šola iz Londona. In iz tega Londona so hodili sem in so ustanovili Architectural Academy ali nekaj tako. No. In tam je bil nek Brian je bil. In ta ljudje so hodili in so šuntali, v glavnem Ravnikarjev seminar, so šuntali, da je kakršenkoli načrt, ki ga nariše, da je to traparija, da treba se sam pogovarjati, treba debatirati, živa duša ni tudi črta več potegnila. Je bil alfa in omega in ta Brian je hodil tle po šoli, gor in dol. In Ravnikar je to malo prav prišlo, ker trk revolucije zidov pa je prepustil inicijativo. To je bila soba 25, ne, tako zvana znamenita soba 25. Za pride Tafuri gor, Tafuri dol, Tafuri je rekel, Tafuri ni rekel, Tafuri bi mogoče rekel, če ne bi rekel. In potem je bil ta Tafuri v kraj in je prišel Semerani, ja, samo Semerani, ta Semerani gor, Semerani dol, Semerani na levo, Semerani na desno, Semerani. In za tem Semeranijem, lahko da je bo še kakšen, zdaj mi ne prije na misel, no in zdaj pa ta Palasma, ne, Palasma. In ko odprem tale revijo, ne, Outsider, in vidim tega Palasma, jaz se prekrižam, ne, pa to je utrujajoč človek. No. Palasma je rekel, Palasma roko drži, na levo, na desno. Pa vse arhitektura ni tako komplicirana, no, vse ni tako. Ja, Prekrasne stvari so nastale, ker ljudje niso imeli pojma o Palasmi. Ne. Ja. Parthenon ni vedel o Iktinos, Kalikrates, niso imeli pojma o Palasmi, pa so kar znali. Ne. No, on je kritik in tako, kot sem rekel. Sem pozabil. Kenneth Frampton je bil še. Frampton. Kenneth Frampton. Critical History of Modern Architecture. Critical History. In ta Kenneth Frampton je prišel v Ljubljano in je bil na obisku, pri Deklevi, arhitektu, prav doma. In je videl pri Deklevi stol Light. In je rekel, ja, to pa je to. In pa so vsi rekli, are, ne. Ja, sej jaz ga imam, ne, sej zato, ker, no. In je šlo toliko daleč, da je potem dobil Kenneth Frampton po pošti v Ameriko enega Lighta, ker mu je bil tako všeč. In to jaz lahko tudi zapakiram, da je tako čist ploščato. Za po svet pošiljati, ben problem. Ja. Z vijaki, z navodili in
malo in se šraufa. Ne? In ima to, ali pa je imel, no, Kenneth Frampton tako le obešen na steno, tako je ne. In so pol naši, kaj prišli, ne, neka prominenca naša se je tudi tam gor znajdla, ne vem, na Harvardu mesec, ne, to. Ne vem, kje je. Tam nekaj, no, eno teh, Columbia, Harvard, Princeton. In so prišli nazaj, so rekli, a veš, da bo odsuh jaz stol. No, in od takrat sem pa jaz zdaj veljam pa za sicer enega za pečkarja, pa konservativnega, pa malo zajebanega, ampak Stowe Light, to pa je v redu. Stowe Light priznajo vsi moji kolegi, arhitekti, da to pa je v redu. Pa jaz mislim, da vam tudi kolegi dajo več veljave, kot sem za ta Stowe Light. Torej, ta Stowe Light je absoluten prvak pri mojih kolegih arhitektih. Za vse ostale, ja, sej, no, ampak to ni tist, pa sej, pa tako pa malo okrašen, pa se si videl tam kar nekaj take kravžene, pa to. Ja, to je. Tok že tudi okrog vogala do mene pride, ne. Ampak light, to pa ja. In vsi ti arhitekti, Perovič, in Belk, in Buga, in Sadar, in kaj ste, no. Vsi te, ne enega, eni imajo po 3, po 4, dvosed, trosed, neke mize, to. Je tako. Lepo, ne? Ja, lepo. No, ampak takrat, ko sem malo okrog tega prostoročnega risanja, jaz sem imel nek pač ta predmet, kar nekako pod kontrolo, ne. Sem pa osebno, se mi je zdelo, da kot človek, ki se ukvarja s prostoročnim risanjem, oziroma je nekšen, recimo, malo drži nek predmet, ki je blizu umetnosti, ne. Ja? Je umetniški predmet, ne, nesporno. Ja. In se mi je zdelo, da ni nič narobe, če se tudi osebno malo s tem spopadem, ne. No, in sem pol od tega črtne risbe, ne, postopoma prehajal zmeraj bolj na barvo in to, kar pač delam v teh zadnjih toliko letih, so pa že slikarski izdelki, ne, ki so zapustili v vsem mojem privatnem življenju, ne, so zapustili poljane tega arhitekturnega, prostoročno-risarskega izobraževanja, ampak to je svet, ki je moj privaten, ne, jaz ga nisem nikoli v šoli kakorkoli prezentiral, niti forsiral, kaj šele, da bi mogoče, da sem kakšen, kaj bo zelo dober, se je rekel, no, vzem malo farbe, pa ne, poskus, boš videl, ne. V glavnem, kakšnih posnemovalcev v barvi med arhitekti nisem zasledil, ne bi mogel citirati. Recimo tam na tistle, ki piše Suhadolc, ne, no, to je tak moj izdelek. No, in pri teh izdelkih... A to je original? Ne, to je tisk. Pri teh izdelkih zanalašč tudi zanemarim perspektivo, ne, in se ne držim vseh teh perspektivnih pravil, ki jih sicer v šoli predpisujem, ne, in tudi učim, ne. In je enkrat ena študentka risala neko reč, pa je bilo to vse perspektivno narobe, takole malo sem pa malo kaj, pa bežišča gor, pa bežišče dol, pa to. Jaz se rekel, kolegica, kaj ste, ne, veste, sporedne premice, pa je rekla, profesor, se vi tudi ne držite perspektive pri vaših stvareh, je že videla kaj, ne. Je rekel, jaz lahko, vi pa ne. Ja, sej. No, sej, tako isto za Blaža velja. On zna narisati spravo, zdaj pa lahko že... Ja, pa nisem najbolj zadovoljen. Ne, no,
pravi, mu bom povedal. Ne, ni treba. Se boš slišal. Ni treba. Se boš slišal, tako. Se boš slišal. A ja, no, pa ne, no. No, skratka, pa še enkrat rečem, no, s to njegovo zadnjo produkcijo nisem najbolj zadovoljen. No, meni pa kar. To tretjič povedal. Ja. Lahko še dve stvari. No, ampak bomo pa počasi nehali. Ja, lahko pa tudi sam še eno. No, pa eno. Jaz ne vem, nekaj sem takrat imel, morali biti res nujno, in sem jaz zamudil tisti vaš zaključen predavanje na faksu. Aha, ja. Zakaj? Kako je bil že naslov? Zakaj študij arhitekture odsvetujem? Tako je. Zakaj? Jaz sem prebral, da v Ameriki, da imajo profesori ali pa saj nekateri navado imeti tako zvano zadnje predavanje. Ja. Tega pri nas, to mislim, da to pri nas nekako ni bilo v navadi. No in sem rekel, klinc, se bom pa poslovil z te šole z zadnjim predavanjem. V navadi je prvo, ne? Tisto uvodno. Prvo ne, ampak ko sem docenturo zagovarjal. Ja, mislim, da vsak preden začne ima neko predavanje, ki ga pol tudi nekako tako, ki je sicer, ne vem, kakor bi rekel testno, ampak je bolj formalno, no, ampak se nima veze. In sem naredil predavanje s tem pač naslovom in je to predavanje tudi objavljeno v moji 3. knjigi. Ljubi se mi ne, smisla nima, nehati ne morem, ko se pravi, da to predavanje tudi v pisni obliki. In izhaja iz ugotovitve, ki sem danes že malo nakazal, da moja stroka ne zna, noče, ne zmore, nima volje, ni teoretične podlage za to, da bi dosegla ali presegla zglede iz preteklosti. In je bilo to organizirano čisto enostavno. Hoteli, ljubljanski. Ja. Najlepši hotel Union. Pa je pa Lev, pa Ilirija, takrat še ni bilo Kontinentala, teh hotelov, turist, ne? Union. Parki. Tivoli, Kongresni trg, Slovenski park. A je še nov park, ki je? Ne da bi vedel. Nema. Ulice. V preteklih dobah je ulica bila nosilka nekih arhitekturnih atrakcij. Miklošičeva, Tavčarjeva, Dalmatinova, Stara Ljubljana, ulica. Moderna arhitektura ne pozna ulice. Nema. Moderna arhitektura ne pozna ulice. Corbusier je rekel, da tega ni. Tega se vsi držijo. Zakaj se držijo? Pojma nima. 100-krat ugotovljena prismodarija. Ampak ulice pa ne. Ulice za živo glavo ne. So samo magistrale, dovozne poti, pristopne poti, ne vem, podobne. Tega izraza sploh ni. Urbanizem izraza ulica ne pozna. A ni zanimivo to? No, to ne vem, a res ne pozna, po moje, da ga pozna. Ne pozna. Okay. Ne pozna. Bom Saša vprašal, kaj se urbanizem poučuje. Če berete Corbusier, Atenska povelja, tam pa piše, dobesedno. Dobro, za Corbusiera si predstavljam, da bi kakšno tako stvar celo bubnil ven, ampak... On piše,
Robne zazidave ni, to je greh. Ulice brez robne zazidave pa ni, ne? Ne more biti, ne? Ne stane, ne? No. Ja, dobro, ja. Pol sem imel mostove. Najlepši most, Zmajski most. Konec. Brez konkurence. Najlepši interjer ljubljanski je stolnica, ne? Okay. Kaj božga? Ni šanse, ne? Ni, ne. Najlepša fasada. Uršulinka, ne? Ja, lepa. Ja. Zakaj moderna arhitektura ne preseže uršulinske fasade? Ni rečen, da mora biti formalno, kaj ste kako. Kot kvaliteta. Delaj kar češ. No in tako sem imel postavk, mislim, jih 15, ne? In sem rekel, Kurz pa tak študij, če ne zmore presežiti zgledov iz preteklosti, kaj bi bilo, če bi medicina prakticirala nekaj, kar ne bi dosegalo 19. stoletja. S farmacijo, s kirurgijo, z diagnostiko, z kakšnimi operacijami medicina dela čudeže, ne? Srce presadi, jetra, spol spremeni, glavo navzdol, noge gor. No, ampak ni... Zakaj se ne more presežiti? Ampak a ne izhaja iz tega, da bi kvečemu moral študij seveda biti, ampak mogoče na kakšen drug, kakšen bi pa moral biti študij, da bi to lahko presegli? Glede na to, da ste bili cel življenje profesor, kakšen bi moral biti študij? Jaz sem čist praktičen človek, ne? Ja? In teorije ne pokrivam in ne obvladam in tudi Palasma me čist nič ne zanima, ne? Pa tudi Tafuri, ne? Pa tudi Semerani, ne? Pa še Frampton tudi ne. Čeprav ima vrstov. Ampak rečem pa, arhitektura je v osnovi umetnost. Kiparstvo, slikarstvo, arhitektura. Če je dogma in ta je eksplicite napisana v raznih teh manifestih, ne? Če je dogma, da arhitektura ne sme biti lepa, pač ni lepa, konec. In če se vi te dogme držite, zdaj že malo serviram, ne? Če se arhitekti, sodobniki te dogme držijo, pač ne more nobena stavba presežiti, ne vem, Uršulinku Ljubljano, ne? Sej, ampak... Pa ne Uršulink, niti filharmonija, ne? Niti... Sej, ampak se arhitekti tega držijo, da ne sme biti lepa. Podzavestno. Da ne sme biti lepa. Ne sme. Corbusier eksplicite reče, arhitektura ni stvar lepote. On napiše in mene in najbrž ta dogma na šoli je absolutno živa. Da ne sme biti lepa. A se kdo? Jaz sem študiral. Ja. Sem enkrat, ne vem, tam v seminarju Bonča, Richter, Ravnikar je itak ni bilo nikoli, ne. To je tudi en mit, da je bil Ravnikar nek pedagog, ne vem kaj. Nikoli ga ni bilo nikjer, no. Nikoli ga ni bilo nikjer. Zdaj ne vem, kjer ga tako kujejo v neka pedagoška nebesa. Lahko da je bil kdaj prej pa pol, ampak takrat, ko sem jaz študiral, ga ni bilo. Ampak tek so bili, sem jaz pa rekel, a ne narišem še fasado? Ne, ni treba fasad se sploh nariše več. Tloris, prerez, pa je funkcionalno, ja, je, saj pošten ga gor, pošten ga. Fasad se ni risalo. Ali pa na konc, no pa dej, ampak fasada ni bila stvar nekega, to ni bil problem. Izgled ni bil nikdar problem, ker sem jaz študiral. In to je še zdaj štima. Šumi. Dobro, ok, šumi. Šumi ste dal zdaj za nalaž take primere, kar res... Tamle zapustajo, nastajajo kolosi.
Zapostajajo. Ja, vem, ja. Ampak dobro, to... Ja. Danes je v Cajtengah rendering sodnije za Bežigradom. Tam povečan šumi, ne? Ja, ne, okay. Evo, tukaj se zelo strinjava. Tukaj ste dal zdaj nekaj krasnih primerov, ko dejansko ni ama res nobenega presežka. In pol, da vem, jaz nekaj sem enkrat risal, pa je prišel po mojo Richter zraven, pa je rekel, to je formalizem, to pa ne. To je formalizem. In ta sodobna arhitekturna produkcija se tega ne zna otresti. In vsi govorijo, da je lepa stavba draga, ne? Ne, kdo to govori? Ja, ne, da to okrasje, ne? Profili, stebri, kapiteli, da je to drago, ne? Kar je recimo do neke mere res. Samo stavba, tako kot se zdaj gradi, s temi inštalacijami, vsem tem standardom bivanjskim, je absolutno dražja od ne vem kakšnih historičnih stavb. Ne? Z dvigalom, s klimo, z prezračevanjem, protipotresno, z 20.000 tonami železa vgrajenimi, samo temelj. Ja. In tako naprej. To je standard, ki je v zgodovini nepredstavljiv. Ne? Ampak v zgodovini je morala biti portal, vrata, okno, je moralo izkazati neko digniteto. Digniteto. V zdajšnjem času je vhod v stavbo luknja, ki je zaprta za nam vrata. Konec, pika. A se kdaj na arhitekturi v zadnjih 50 letih kdo ukvarjal z podobo nekih urad? Vhodnih. Ni govora? Ne. Ne, seveda ne. Mislim, ne vem. Vrata. Ja. Če greste po starih Ljubljani, pa tako malo. Ja. Vrata so predmet enega angažmaja, ne? Ja. No. Ja, seveda. Ja. A je kdo na arhitekturi dobil nalogo oblikuj vrata? No, to jaz ne vem, kaj se je na arhitekturi dogajalo, ampak vem, da sem pa tja se ukvarjamo z vrati, prav z vrati, pa portonom, pa pač. No, ampak sej, niti ni to bistveno. Bolj me zanima, kako bi pol moral izgledati ta študij arhitekture, da bi po vaše... Ta dogma bazira tudi na tem, da ljudje ne verjamejo v transcendenco in so obrnjeni k nekemu grobemu materialističnemu doživljanju življenja. Vse, kar v arhitekturi velja, hodi, gre in je do neke mere podvrženo transcendenci. Zdaj, transcendenco ni treba jemati kar direktno Jezusa Kristusa, Jezus Nazarenski, Rex Judorum, ne? Malo v širšem smislu, neka stroka, ta naša, ne? Ki se podreja nekim najbolj grobim materialnim vidikom stvari, udobju, funkciji, komfortu, meni je lepo, kako je pa na videz, me pa nabriga. Ne? To je pomanjkanje občutka za transcendenco. Cela umetnost je transcendencna. Vi ne morete Mona Lizo, ne? Mona Lisa, njena lepota ali pa vrednost v nekem dojemanju, ki ni materialno ali pa v bistvu, jaz rečem transcendentno, ne? Ampak materialisti pravijo, Mona Lisa, platen zakuraš in si roke pogreješ na njem. To je to pravo, ne? No, to ne. To ne. Ampak, pa se ravno to je naloga. Ti imaš človeka, ki pač želi neko
stavbo, za nekaj. Jaz mislim, da ravno to je naloga arhitekta, da seveda, naredi ne samo, da je pomanjkanje funkcionalna, ampak da je tudi lepo. Ni? Saj so vse stavbe bile do neke mere na nek način funkcionalne. Tako je. Ampak en del investicije in ne majhen je bil rezerviran za, bi rekel še enkrat, transcendenco. Za nekaj, kar se ne da meriti, zbirati, kar vpliva na čustva, ne pa na to, da se pogreješ ali pa da zmrzuješ. Ne. Ja, absolutno. Ja. In tudi te revolucionarji, Mao Tse-tung, pa kakšen Pol Pot, pa tudi Lenin, ne. Oni so rekli, kakšna umetnost, kvačmo s tem, za kurt je treba, da saj dobiš toploto z tega ven. Ne. Ja. Res tako je bilo. Ja, saj to Na Kitajskem so kurili starim pohištvom z opremo, so dobesedno kurili, kresovi so bili tega. Ja. Kako so v Sovjetski zvezi po revoluciji delali s temi in drugimi, tretjimi rečmi, mi niti ne vemo, sluti se pa kar dobro. Uničevalo se je, ne? Ja. Kolikor se je dal, ne? Ja. Kolikor se je dal. In tudi pri nas med vojsko, ne? Med vojsko tole, drugo svetovno, ne? Se je požgalo v Sloveniji, ne vem koliko, 150 gradov ali nekaj takega, ne? Ja. In večinoma se zato, ker bi sovražnik lahko noter imel utrjene poslanke. Lari fari, ne? Uničevalo se, ker je bila to fevdalna dediščina in je bilo treba to zbrisati, ne? In se je zato po večini iz tega razloga to kurlo, pa tudi seveda inventar, pa knjižnice, pa slike, pa vse to, kar je prav neka vrsta transcendenca. Ne? In kako to upeljati na naš faks? Nikakor. Nikakor? Ne. Ja. Ne, ja, zdaj pa jaz že tretjič postavljam to vprašanje. Jaz sem na faksu marsikaj poskusil, moje diplome to dokazujejo, Ja. Da bi pa iz tega čutil neke konsekvence v praksi, nisem zasledil, no. Ne bi mogel reči. No. Ne. In če pomislim, ko te diplome pred mano malo ostajajo, ne. Recimo diploma od Julijana Krapeža, recimo, Evita, poznaš, ne. Od Julijana Krapeža, on je naredil nekaj, on je naredil pri meni, sam fasade. Ja. Nobenega tlorisa, nobenih stenk, Ja. fasada, konec. To je mene zanima. In on je tudi užival, ker je bil nagnjen k umetnosti, likovnosti in tako. On je naredil super barvito fasado, ki ne morete odreči nekega modernizma. Sam, če bi bilo to narejeno, to bi bil spomenik, ki bi se primerjal z, kakršnakoli palača v Ljubljani. Ampak je bil ne klasicističen, ampak modernističen. To je v bistvu bilo moderno. Aha. Barvito, tavžent barv, tako v načelu verjetno cela fasada iz same keramike. Ne? Aha. Ampak keramike ne, vsaka posebej, ne. Ja. Fasada kot mozaik iz keramike, ne. Oken, ne. Oh, No, razmišljam, kako to uvesti, mislim, kako to pripeljati v študij, to transcendenco, ker s tem se strinjam, dejansko more... Če velja to, kar je Los rekel, ornament je zločin, ne, je kako? Prvo moraš reči, pazi, tole pa ni čist, Ja? ne, edino zveličavno, ne,
Čim ti rečeš, ornament je začin, konec, pika, adios. Transcendence ni več, ne. Plečnik je rekel, hiša brez dekorja je kot človek, ki se nikoli ne nasmeji. To je to. Ne pa deva zaključiti, no. Ok, super, nič. Ja, dejva. In kaj bo, kje bo zdaj to, kje se bom videl? Bom sporočil. A dobim to tudi v kakšni elektronski obliki? Samo elektronski. Na ključku ali Ne, na internetu. na CD? Ne, Na internetu? ja. Na Facebooku? Ne, na Facebooku. Facebook je tvoj. Ja. Uh, Dobite povezavo, pa boste lahko pogledali. Evita, Ja. a ti veš, kako bo to? Ne vem, bomo videli, bo povedal. Ne? Tako je. Bo na YouTubu, na Spotifyju, na Apple Podcast. Bom Nejcu javil, pa bom bo poslal link. To ali je pa meni pokazal. vse španska vas, ne? Vse bo v redu. Evita, ti veš, kaj je to? To je transcendenca. Kaj? To je sodobna transcendenca, veš. To je zdaj transcendenca. Ja, sej, dopuščam. Ena diplomska naloga je bila, a se spomniš ti, Jasmine Weiss, Evita, Ne, v bistvu ne, ker da sem malo naporen. za ta bo sam končala, je pa 6 let pol kasneje. Ne, upisala je 6 let prej in 6 let kasneje za ta bo diplomirala. Mislim, da je študirala 25 let ali Se nekaj. pravi, bila dejansko transcendentna. Ta Jasmina je prišla k meni, da bo diplomirala. Se je rekel, imate že vse izpite, ja, zdaj pa imam. Ne. In so mi dal za nalogo, kaj mi pripovedujejo zgradba, notranja zgradba nekega elektronskega računalniškega predmeta. Ne. Ja? Ne. V bistvu gre za neko tablico in na tej tablici je Vizij. gor cel kup enih stvari. In če to daleč pogledaš, zgleda kot eno mesto. Ne. Tako je, ja. Je kot en urbanizem. Ne. Ja. No, to je bila naloga in iz tega je ona, no, jaz sem ji pol kar točke povedal, sem rekel, da naj naredi nakit, da naj naredi vzorce za tkanino, da naj naredi fasado neke stavbe, da naj naredi urbanizem in pol sem ji to našteval in pol na koncu je začela jokati. Ne. Zajokala. Eno kabet. Rekel, ko pa je? Rekel, jaz bi rada diplomirala, jaz ne bi rada imela 10 pik za diplomo, bi mogoče kaj malega, kaj manj, ne. Skratka, ta Jasmina Weiss ni bila preštimana se angažirati, ne vem, 100%, ampak bi nekaj naredila toliko, da bi končno le diplomirala. In se je to tudi zgodilo Pri vas. pri meni. In je naredila, kakor je naredila, in je, ne vem, dobila 8 pik, se je nepomembno. Ampak nekako se je le zataknila v nakit na osnovi tega drobovja, ki se valja po vseh teh aparatih. Ne. No, in za ta nakit se je ona potem, ona je vzela recimo tisto črno reč, no, ki je čip, ne. Ja. In je to recimo kot en prstan, ali pa tisti, no, ampak zato, da je to nastal iz tega prstan, recimo, ne, se je povezovala z takratnim zlatarjem Žaretom Ognjenovičem. On je bil kar znan ljubljanski zlatar, žal že pokojni.
In je s tem Ognjenovićem kooperirala, da je on to tudi tehnično lotal, prilotal in adaptiral pač stvari. Ne? In je pol nastane prstan, zapestnica in je tega kar nekaj bilo in bil tudi del te diplome, pa še kaj. Ta Jasmina Vajc po vseh teh letih še zmeraj nekako proizvaja To dela. to dela in se s tem celo nekako majhen Sicer ne iz čipov verjetno, ampak Kaj sem, vse sem, ne sledim, ne vem kako. No, evo, Ampak se pojavi, ona je Mariborčanka, ne? Ona se pojavi tako v Ljubljani, od časa do časa, reče Jasmina, pa se pa kaj dogaja. Ja, profesor, zdaj sem pa že sem naredila in pa tam prodajam to tako v Maribori, pa sem rekel, no, v redu. Skratka, ta diploma, za katero je rekla, ne, sam da, ne. Ja, je pa v bistvu zaznamala za eno celo obdobje življenja. Ne. Zdaj, kdo je to zdaj? Lota Švasa in tako naprej. In je pol na koncu tudi en urbanizem, ne. In če to slikaš tako pametno, pa malo prirediš, malo izbrišeš, malo Photoshop, toliko dober, kakršen drug, ne. Ja, res je, ja. Ja. Dobro, fertik. Dobro, nič. No, smo z Jasmino Vajc končali. Ona mora imeti, ja, po moje gre kaj na 60, ne. Ja, verjetno. Ne, 50 ima več. Ja, Se pravi mojih let. Več kot 50, ja, sigurno. Če gre po 60 je mojih, ja. Fajn. Ja, veste, profesor, to saj, da jaz to prodajam v Mariboru, pa sem... Tako kot sem rekel na začetku, eni ste pa profesori, ki so zaznamovali cele generacije. Ja, jaz sem ji vrgel pač tega drobovja odpadnega, stran metanega, ne. Ja. In to je prinesla v šolo, takrat par teh stvari. To je res zanimivo. Tako kot, čist kot... Grafika. Imati neko estetiko tudi, ne. Ja. Dobro, gospod je tudi že čisto utrujen, ne. Jaz sem Allah. bila še 3 ure sedel zdaj. A tale Sony mene snema skozi. Skozi. Jačo, a? Imamo 3 kope. A ja, tam me tudi snima? Ta je na vas, tista je na Mateju, tale je pa na obeh. Aha. Čakaj, tale je Sony, tale je... Kakšne firme? Black Magic. Black Magic. Pa je to? Nikoli slišal? Pač ena firma. Ja. Evo. Dobro, nič. Tole spravim. Hvala vam lepa. A tako je spil? A vas povabim vse kaj na eno pijačo? Ja. Jaz mislim, da to ste zaslužili. Dobro. Jaz sem že bil danes tam, no, pa pojmo, ne. Ne, pojmo, ne.